Dober dan, dobrodošli v prvi letošnji sezoni podcasta VAR. Z mano je zelo zanimiv gost, drugi zaporedni nogometaš Olimpije v tem podcastu. Nazadnje je bil tu Brane Oblak, danes je to Nik Kapun. Nik, dobrodošel in hvala, da si se odzval na vabilo. Hvala vam za povabilo in da sem za takim zvenečim imenom zdaj na vrsti jaz. Zdaj, morda kdo ne ve, ampak Nik je en najtrofejnejših nogometašov Olimpije. Mislim, da imaš 5 lovorik, ne? Dve za prvaka, pa 3 pokalne, če se ne motim. Je res, ja. Ampak mogoče v nekaterih nisem do tacga deleža, kot sem si želel, tako da mogoče je to malo potem tako jalovo, ampak vsenja. Največ lovorik očitno, mislim, med največ in sem sigurno ponosen na to. Zdaj, prišel si v neke vrste najboljša nogometna leta, tista izkušena, da lahko igralec največ od sebe, kar se je naučil. To smo pričakovali, da boš tudi na kakšni višji ravni zdaj to uresničeval. Kaj lahko poveš, kje si zdaj igraš za Krko? Kako je prišlo do tega, da si zdaj v Krki? Ja, v bistvu jaz po izteku pogodbe z Olimpijo me je pot zanesla nekako v Latvijo, ker sem igral za Liepajo 1 leto. Tam so bile razne stvari so se dogajale in na koncu sem tam prekinil pogodbo, čeprav mi je veljala še pol leta. In potem sem ostal nekako brez kluba in sem v tem času, poletnem prestopnem roku, sem potem nekako iskal novega delodajalca in vmes treniral v Brinju v Grosuplju. In potem nekako ni prišlo do neke zanimive opcije zame in sem čakal, potem se je pa nekako ustavilo in smo v Brinju v Grosuplju. Takrat so me v bistvu povprašali, če bi jaz tam mogoče bil 2 meseca do zimskega prestopnega roka, da je to dobro za njih in zame in nekako smo se usedli, dogovorili in sem tam pol sezone igral v drugi ligi z namenom, da bi dobil tekme in da bi potem spet januarja iskal kakšen prvoligaški klub ali pa kakšno tujino. In potem na koncu spet bile so neke ponudbe, ki mi nekako niso odgovarjale in potem je prišel Agron Šalja, je bil takrat trener Krke in me je poklical, smo nekaj časa se dogovarjali in na koncu sem podpisal pogodbo s Krko. Nedvomno sem mislil, da ne bom igral v teh letih v drugi ligi, ampak to je življenje tako je naneslo in nekako sem zdaj to, lahko bi rekel, predelal in sem zadovoljen, kjer sem. Rad delam to, kar delam, rad hodim na treninge, igram, sem v garderobi s fanti in nimam pa nekih jasnih ciljev, še 1 leto, to je to. V glavnem jaz isto delam, kot da sem v prvi ligi in če se kje odpre novega, pogledam in sem za vsakršen izziv. Vedno je zanimiv Krka, ne, recimo, kako da Krki ne uspe prijeti v prvo ligo ali pa nazaj v prvo ligo. Tam je ogromen bazen geografski, ne, tam do v bistvu od Ljubljane do Bele krajine ni nič, ne. V bistvu. Kako je to? Kakšne so ambicije, kako bi lahko v tem povedal v okolju, recimo? Ja, v bistvu pred kratkim je Sašo Udovič odšel iz mesta športnega direktorja, tako da imam jaz občutek, da je nek čas tranzicije in tam so ambicije vedno nekako uvrstitev v prvo ligo in tako je tudi zdaj, čeprav nam na lestvici ne kaže najbolje, ampak ekipa se gradi in cilj Krke v prihodnjih letih bo definitivno uvrstitev v prvo ligo, ker bazen je velik, tudi Hrvaška je blizu, tudi igralci iz Zagreba so velikokrat tam in bomo videli, kaj bo prineslo. Zdaj, še to moramo razčistiti za gledalce. Ti si Ljubljančan po duši in na pol po poreklu, ne? Doma ni nobene dileme več. Oče je drugače bil Mariborčan, ne? Ni Mariborčan. To imate razčiščen? Ja, doma ni nobene dileme. Sem opazil v zadnjem času, da je Rato kar goreč navijač Olimpije in je na moram reči, da je res na vsaki tekmi, ima letno karto, tudi ka mene ni, tako da ja. In ima kar burne razprave za stranjo preko Trojan. Kako se ti recimo spominaš tega obdobja v Olimpiji? Kako si tja prišel, potem ste bili tam kar ena v bistvu strahovito nadarjena generacija. Kako si tam teh začetkov spominaš v Olimpiji? Ja, mi smo v bistvu par igralcev nas je prišlo iz Interbloka, ker jaz osebno sem šel čez celo to nogometno šolo Faktor Ježice, kasneje Interbloka in potem smo mislim, da pri kadetih oziroma v vhodnih mladincih
smo mi šli z Andrejem Razdrhom, ki nas je v bistvu hotel imeti v Olimpiji, v mladinski ekipi takrat. Smo prišli v Olimpijo in takrat se je pol začela ta zgodba. No. Od prvega trenutka moram reči, da že v mladincih so me lepo sprejeli, tako da ta faza adaptacije je bila minimalna in nekako je potem vse šlo tako lepo gor, napredoval sem iz leta v leto in tudi debitiral za člansko ekipo. Tu ste bili zelo po letih, recimo blizu Zajc, Miha Zajc, Andraž Šporar, Kenan Bajrić, vsi te, ne? Ja, to je nekako, ta imena so bila mogoče takrat najbolj v ospredju. Bili smo celo vsi štirje smo isti letnik, igrali smo dosti časa skupaj tudi v mladinskih selekcijah, tako da smo zelo radi igrali skupaj in sigurno je bil to nek mini uspeh za nas, da smo se nekako vsi prebili do te članske selekcije Olimpije in tudi kar redno igrali. No. Če tako realno pogledamo, od takrat naprej Olimpija še ni imela tako močnega ali pa zvezdniškega domačega kadra. Ne. Vse ima zdaj tudi neki, pa je skozi imela neki, ampak takrat ste bili res, ne. To je bila v bistvu taka najbolj neke vrste ljubljanska Olimpija. Ja. Pa niso vsi Ljubljančani, ne, Zajc ni, ampak je bila najbolj taka domača ljubljanska Olimpija, ne, takrat. Ne. Definitivno, ja. In tako smo se mi tudi počutili. No. Nekako smo imeli podporo vseh navijačev Olimpije in to smo nekako tudi, to smo čutili in pol tudi pokazali dobre igre na terenu in to je bila tista mladost in nekako vse lepo gre, kakor treba in smo res uživali, moram reči, in to so neka najlepša leta v bistvu v nogometu, kar se tiče moje kariere. No. Kaj si lahko odnesel takrat? Vem, da v enem obdobju so zamenjali trenerje na 3 mesece, ne, v nekem trenutku, v enem letu. Drugače so bili pa kar znani, dobri, uspešni trenerji zraven. Ne. Kaj si od njih odnesel, recimo? Tukaj pa pol še prišel na konc, ko bom te nekaj drugega še vprašal. Ja, jaz tako pravim, kakorkoli se to sliši, da menjaš trenerje na vsake pol leta, je v bistvu slaba stvar za ekipo, za klub, ker se teži nekako povežeš in nekako sprovedeš te ideje trenerja na igrišče. Je po drugi strani dobra stvar, ker spoznaš veliko različnih trenerjev, se lahko veliko naučiš od njih in je to bila sigurno dobra stvar in v Olimpiji smo vedno imeli zanimive trenerje, tudi velika imena in meni je to sigurno pomaga tudi zdaj v tem delu kariere, ker sem mogoče malo tudi izkušenejši, moram kaj povedati na igrišču in tudi mogoče v prihodnosti, če bom v teh kakšnih vodah trenerskih, mi to sigurno lahko prav pride. Sem se pa vsakega lahko marsikaj naučil, tako da težko rečem zdaj poimensko, kdo mi je največ dal, vsak mi je nekaj dal in tako je. Koliko je bil šok za igralce, recimo, ko je šel Igor Bišćan po dvojni kroni? Kako je to izgleda? Jaz mislim, da takrat to noben ni pričakoval. Jaz se spomnim, da sem bil nekje na počitnicah oziroma mislim, da poroki od Avramovskega soigralca v Makedoniji in potem smo prišli z letala in smo videli, da je Bišćan šel stran. Bil je šok, ker bila je res dobra zgodba, nekako vse je šlo v pravo smer, pozitivno navijači so se nekako vračali na tribuno in potem je bil spet nekako, ko je Olimpiji že nekako poznano, spet nek padec oziroma nek šok in grajenje znova. No. Tako da mislim, da je pol prišel Ilija Stolica, takrat jih je kar bilo nekaj trenerjev, ki je bil boljši trener, kot se je na koncu izkazalo, ker on je prvo tekmo, se mi zdi, je bila 0-0 tekma. Neka evropska, ne. Je bila neka prijateljska ali je bila evropska s Karabakom mogoče? Verjetno. Zna biti s Karabakom. In je bilo 0-0, egal tekma, ampak so bili žvižgi takoj in nekako so navijači klicali ime Igor Bišćan. Tako da je bilo za Stolico nemogoče v bistvu karkoli narediti, čeprav meni osebno je bil eden izmed bolj zanimivih trenerjev. No? Malo tak gvardiolski tip. Ja, in smo res vedeli na igrišču v vsaki situaciji, kaj moramo početi. Mislim, da v Srbiji je polkar imel nekaj priložnosti še ne vedubo. Ne, priložnosti sam mislim, da so vsi več pričakovali. No. Je pa še vedno mlad trener, tako da jaz mislim, da lahko še marsikaj naredi. No. Kako bi pol opisal pol naprej Olimpijo? To še ni bilo konc, ne, je še nekaj časa trajalo. Kaj ste pol še kaj? Kaj še tam zapovedati? Ja, menjali so se trenerji en za drugim, tako da jaz v bistvu ne vem točno, kako stvari potekajo, ker sem bil res tam 10 let in se potem stvari malo pomešajo. Vmes je bilo
veliko enih poškodb in vračanj po poškodbi in je kar težko secirati točno, ampak ja, bili so vzponi, padci, bili so osvojene lovorike, pokali, potem spet neka uvrstitev, ne, čist pri vrhu in tako naprej. Tako da ta klub nas te kar izoblikuje, ko si v njem, da si nekako navajen na vzpone, padce, pritiske in tako dalje. No. Vmes si dobil vabilo tudi, mislim, se neka normalna organska rast je bila to v reprezentanco U21. Tam si bil kar viden član. Kako se tega spominjaš? To je bil po moje že, ali je bil že gliha, ali je bil Englaro prvo tekmo, ali tisto neko, ali je on vodil celo prvo tekmo? Jaz se spominjam, da je bil gliha. No. Mogoče je bil imenovan, pa še ne vem. Ampak ja, kako je bilo to? Ja, v bistvu prvi poklic sem dobil še v času, ko je bil Kavčič trener. Za tisto generacijo starejšo, no? Ki so bili Derviševič, Jelenič, Vrhove in tako naprej. In ja, sigurno zelo lepi spomini. No? Jaz nekako nek skromen fant iz Ljubljane, iskreno povedano, nekako nisem nikoli sanjal o velikih, mogoče je to narobe, nisem nikoli sanjal o velikih stadionov in to, in že ta poklic v 21, pa kasneje v člansko reprezentanco, to mi je bilo res uresničitev sanj. No? In zelo dobre izkušnje, pri Primožu Glihi smo imeli dobro generacijo, lahko rečem, bi mogoče lahko tudi kaj več naredili, in sem bil reden član, v bistvu prve postave, s katero smo dobro igrali in imeli vrhunsko klapo, no, in te 2 leti, ali koliko si v reprezentanci, je bilo res uživanje. Zdaj sem z obema govoril lih pred oddajo, in z Gliho in s Kavčičem, me zanima, sta imela same pohvalne besede zate. Pač igralec, ki ga lahko premikaš po vezni liniji, kamor hočeš, hvaležen, vse bo naredil, tako da sami plusi. Kje se vam pa zalomil tam pri Glihi? Tam ste bili drugi, pa ni šlo, je šel sam prvi naprej, ali kako je bilo? Mislim, da smo mi imeli v skupini takrat Srbijo in Italijo. Da so Srbe premagali, ne? Ja, Srbe smo premagali, z Italijani smo pa obe izgubili. Pa potem je bilo že to, ne vem, Zajec je drugi del tega tekmovanja, je že bil v članski selekciji. Katancu? Ja, jaz sem imel drugi del zelo poškodovan, ker meni ni bilo par tekem, sem bil poškodovan, tako da v bistvu so nas tudi malo razbili in ti, se mi zdi, Slovenija kot majhna država, more pa, če hoče kaj narediti, morajo res vsi igralci biti na kupu in tekmovati, tako da malo nam je zmanjkalo. No, Italija in Srbija sta bila dejansko premočni za nas takrat, tako da težko rečem, verjetno bi se lahko uvrstili s kančkom sreče, ampak je pa tudi realno, da so Srbi in Italijani bili boljši. No. Danes bi po moje se, ne? Ki je malo spremenjen, se mi zdi sistem. Danes bi drugi šli tudi. Takrat so bili, ja, verjetno bi šli, saj v neke dodatne ali karkoli. Pa Srbi so bili takrat prvaki svetovni, niso bili. Mislim, ena mlajša generacija, ki je pa prišla. Ne? Ja. So bili prvaki, ja. Se spomnim še vne tekme, mislim, da sta Šporar pa Zaho bila v napadu. Ja. V Srbiji je bilo zelo veliko kakovosti, v bistvu veliko igralcev, ki je kasneje naredili res veliko kariero in so tudi zdaj člani reprezentance. No. Se kakšnih spomniš? Spomnim se marsikoga, ja. Milinković Savić je bil. Ta vizist, ne? Ja. Mislim, da jaz se vizista spomnim. No. Pol je bil tudi Luka Jović je prišel v igro. Bili so... je bil, ne, Maksimović je bil. Maksimović je bil, ampak mislim, da to tekmo ni igral Plavšič. Mislim, to so vsi igralci, ki so lepe kariere naredili. No. V Italiji pa se spomnim najbolj v bistvu Bernardeschi, pa Romagnoli, Rugani kot štoparja, in Cataldi, recimo, en vezist Lazija. Tako, igralci serija Kova, s katerimi si ti v tistem obdobju z lahkoto igral in pariral. No. Fajn. Pa je pa še poškodba, ne? Ne bom rekel, kako se tega spominjaš, ker najbrž ne dober, ne? Ampak kaj lahko poveš o tem? Relativno si bil velik, sem tam en podatek na Transfermarktu, če drži. To je skupaj skoraj 800 dni. Se pravi, prva 208 dni, druga malo blažja od 33, potem pa 500, ampak to je bilo že pol 2019, 2018-2019. Kako lahko to opišeš? Kako se tega obdobja zdaj z distance spomniš? To je že kar 5-6 let. Ja, ne vem, te podatki
na Transfermarktu so pravilni, ampak približno so. No. Jaz bi tako na prvo bi rekel, da sem imel eno ahilovo tetivo operirano, pa drugo, in da vsaka mi je vzela leto, mogoče leto pa polno, tako da nekako so te dnevi pravilni. Nekako se je začelo vse za neko vnetje na ahilovi tetivi na narastišču in nekako se tega nisem mogel rešiti dolgo in potem probamo brez operacije, potem gre operacija in pravijo, da je vračanje 2-3 mesece, ki se pri meni zavleče pri obeh nogah pa dajmo reči 12 mesecev. No. Tako da sem imel kar velike težave in vmes res že ne veš, a bo to sploh v redu, no? A se to sploh lahko pozdravi ali bom to vedno imel. Ne? In v bistvu to se je vlekel, se je pojavljalo vedno znova, tudi po operaciji sem prišel nazaj, pa odigram mogoče 3-4-5-6 mesecev, pa se potem vrne. Tako da cele sezone res uspešne v kontinuiteti nekako nisem uspel narediti in tako nekako je potem tudi, kar se tiče kariere, mogoče to vplivalo name, da so tudi ljudje, še zdaj me srečujejo ljudje na cesti, pa me vpraša, a zdaj si zdrav. In to res je vplivalo name tudi na ljudi, ki te bi mogoče imeli v svoji ekipi in tudi name kot človeka, ker to sigurno psihološko vpliva, če te konstantno en bocka. In se mi zdi, da sem se tudi jaz avtomatsko malo povlekel nazaj in odmaknil tega, ne bom rekel blišča, ampak enostavno se nisem rad pojavljal v javnosti preveč, no. Ravno zaradi teh vprašanj. No. Tako da je to vplivalo name definitivno. Nekako na koncu, čez ta leta in leta, pa sem spoznal mogoče, da veliko je bilo tukaj stvari, a moram bolj raztegovati, a moram jačati, a moram dihalne vaje, a moram jogo delati. Milijon enih teorij je bilo, ampak na koncu sem jaz pri sebi nekako opazil, ne vem, če je to pravilno, ampak ko sem začel pri 28, 29 malo več delati treninga moči in to konstantno vsak dan ali pa večkrat na teden, se je nekako ta stvar postavila na noge in od tistega trenutka, zdaj je to že 3 leta, sigurno v bistvu nisem spustil treninga in sem vedno zraven z ekipo. In to govoriš moč celega telesa, vse? Tako je. Od kora, od trebušnih do nog, do zadnjice, do vsega. No? In različni ljudje imamo različne konstitucije telesa in jaz mislim, da meni osebno, ker sem tako grajen, mogoče na prvo bolj suhe narave, no, da sem to rabil. No. Za te napore, ki jih profesionalni nogomet prinaša, mislim, da je moje telo rabilo malo več dražljaja v tem smislu. Ker ravno to sem hotel vprašati, kaj bi lahko naredil drugače danes z distance, če bi imel isto pamet kot danes takrat, ne? Isto znanje. Ne? Tako je. Težko je, ko si mlad in ne veš, kako stvari stojijo, ampak če bi jaz imel zdaj pred sabo enega tacega fanta, bi ga sigurno znal malo boljšo usmeriti. Sigurno te, ki so okoli mene bili, so me hoteli pravilno usmeriti, so me hoteli vse dobro, ampak mogoče niso imeli izkušenj, sigurno znanja, vez, da mogoče to malo... Mislili smo vsi skupaj, da to bo boljš, ne? Bi pa mogli mogoče malo več delati, čeprav ne bom rekel, da jaz nisem delal. Jaz sem bil profesionalen, sem vse terapije, ampak mislim, da je to delo, točno specifično delo na telesu, da bi bilo pomembno. Tako da sigurno bi rekel, začni več delati na moči. Zdaj, v Sloveniji je velikrat neka debata ali pa polemika, da prihaja ravno do tega tipa poškodb, ker v mlajših selekcijah se veliko trenira na umetni travi. A je to bilo pri tebi tak primer ali ne? Si treniral kaj na umetni? Ja, celo življenje. No. Ja. Do članskega nogometa. Tako da težko rečem, zna pa biti. Težko pa rečem. Jaz bi rekel na prvo, da celo ne. No. Ker meni na umetni, tudi v Latviji smo igrali nekaj časa na umetni in meni je tam bilo vedno ok igrati, nisem imel nobenih težav. No. Tako da, mogoče glih to menjavanje, umetna, naravna. Verjetno je to slabše. Ja, težko rečem, no. Nimam nekega mnenja tukaj izdelanega. Zdaj, prej si omenil, jaz sem te hotel to pol vprašati, da po karieri zdaj najbrž razmišljaš da boš vsem probil še stisniti.
nisi še toliko star, da ne bi odigral še par sezon, mogoče še na višji ravni, ampak verjetno pa že podzavestno nekaj razmišljaš ali pa se pripravljaš po igralski karieri. Razmišljaš o kakšnem trenerskem poklicu, o kakšnem drugem? Ja, definitivno mislim, da še lahko igram par let na uredu nivoju, ker se res dobro počutam. No, v zadnjem času se počutam, kot da sem star 24-25, pa sem se takrat slabš, kar se tiče zdravja. Tako da ja, se dobro počutam in bom še tukaj malo vztrajal, ampak ne na silo. Se pa zavedam, da bo to enkrat konca. Bo to naslednje leto ali bo pa čez 5-6 let. Tako da ja, v bistvu sem se prijavil zdaj v decembru za junij za trenersko licenco C, tako da počasi bom se preizkusil vsaj v teh vodah. Težko pa še rečem iz te pozicije, ker sem še vedno aktivni nogometaš in ker si celo življenje, ne bom rekel samo 12 let, celo življenje samo v igralski glavi, da mi bo to trenerstvo, da mi je pa to poklic v prihodnosti. Tako da v bistvu zdaj nekako probavam. No, tudi parkrat sem bil že tudi na televiziji kot nek sokomentator, pa zdaj, da trenersko probam. Pa bom videl, kam me v bistvu pot zanesla, ker iskreno še ne vem, s čem bi se ukvarjal. Ja, komentatorska je lažja. To je sigurno. Ja. Bolj predvidljiva, no tako. Tam je, se veš, ena potovalka moraš imeti na pol odprto, če si trener skozi. Točno to. Ne. In zelo respektiram ta poklic, se mi zdi, in glih iz tega, ker vem, koliko je to kompleksna stvar, da moraš ti toliko ljudi na kup držati, ne samo igralcev, hkrati imaš še v zadnji direktorje in predsednike, ki ti skozi stojijo na glavi, tako da ja, zahtevam posel in mogoče tudi zaradi tega nisem čist siguran. Mislim pa, da je drugače, da je bil, če me spomin ne vara, da je bil Julian Nagelsmann, da je bil za 28, 29 že v prvi ligi, nemški ligi trener. Ne? On nek čudežni deček bil trenerska, ampak to trend je, da so mlajši. Ne? Tudi v Premier League so zdaj že zelo mladi. Ja, a je trener Brightona glih? Tisto stric, eno strice. Ja, tako je, ja. Verjetno. Ja. Tako da zdaj je nek trend. Ne? Tako kot sodniki, ne? Včasih so sodniki kasneje začeli, zdaj začenjajo že tudi sodniki mlajši. Ne? Ja. Tako da vse je nek tak mlajši trend. Pozabila sva povedati vmes, lih med poškodbami najbrž si dobil tudi vabilo od Srečka Katanca. To je bila tekma oziroma akcija z Švica, pa še ena tekma. In ena druga, kjer je bila Estonija. Za Švico sem siguren, za drugo pa ne vem. To je bilo za 2016. Švica pa sigurno, ja. To je bilo polet, ne? Ja. Tam si bil tudi najbrž malo v 21, malo A, ne? So premikali. Ja, tako je bilo. Poklican sem bil v A reprezentanco, je po tem času imela v 21 tekmo, pa ne vem, če ne glih z Italijo v gosteh. Nisem prepričan, ampak zna biti. In sem potem 3-4 dni sem bil za reprezentanco na treningih in na vseh tudi analizah za Švico, zato se spomnim, ker smo gledali tistega Šačirja, to vam še zdaj v glavi. Pa sem šel pa z U21 in sem tam odigral tekmo. Kaj si potegnil od unih parih dni? Zakaj se dobro, bile so poškodbe, ampak kaj si potegnil od unih dni? Ker Katanc ima en specifičen pristop, tudi metode treninga, očitno uspešen, ne? Zdaj upam, da mu uspe tudi tle, je zelo blizu v Uzbekistanu mundiala. Kaj si lahko od tega potegnil? Ja, težko rečem, glede Srečka Katanca, ki preveč, ker je treninge bolj vodil Aleš Čeh. On je v bistvu nekako spremljal bolj iz ozadja, če se jaz prav spomnim, in nisem bil z njimi na tekmah, da bi lahko videl tudi to vodenje in tako naprej. Ampak ja, ni vredno zgubljati besed, mislim, je kar nekaj uspehov naredil kot trener, tako da to govori samo zase. Mi je bilo pa sigurno zanimiva izkušnja, tudi kar se tiče tega, da sem bil z igralci, ki sem jih občudoval, ki sem jih spremljal na televiziji in sem bil pol kar naenkrat z njimi na treningu in zelo mlad in hkrati sem videl, da se to vse da, no? Da na treningi da se ni občutil, da sem pa jaz kaj slabši preveč ali pa tako, sem bil lahko enakovreden in je bila sigurno dobra izkušnja in nekako zadvig samozavesti v prihodnosti. No. Zdaj, če še probava oceniti, pogodbo imaš, kako imaš še s Krko, še dolgo? Zdaj, S Krko imam pogodbo uradno še do poletja, ampak ja, se nekaj pogovarjamo zdaj o podaljšanju. Imaš ambicije še
recimo pomagati Krki v prvo ligo? To bi ti bilo ali... Ja, definitivno imam ambicije. Jaz imam vedno ambicije zmagovati. V vsakem klubu, na vsaki rekreaciji, še zdaj, če grem. Tako da ne morem iz svoje kože in tako te mogoče tudi navadijo čez Interlogo, pol v Olimpijo, ker se je zmagovalo. Tako da ja, to mi je tudi želja, da bi s Krko bili čim više in če se da uvrstiti tudi v prvo ligo. To smo zdaj dobro spomnili, moram vseeno vprašati. Na teh rekreacijah, ne, Ja. Pogovarjam se z bivšimi nogometaši, pa tudi jaz igram tam rekreacije, pa tako, ampak vsi se jezijo, nobena zna igrati v bistvu za hec, tudi na rekreacijah. Ja. Če je kaj narobe, to je napol pretep. A s tim med temi ali nisi? Ja, jaz moram reči, da 5 let nazaj jaz nisem mogel rekreacije sploh igrati. Ja. Sem se sam šparil, ker sem imel toliko nekih enih težav. Zdaj v zadnjih 3-4 letih se pa udeležujem rekreacij s prijatelji, da grem tudi z očetom, z starejšimi, tako da mi je užitek igrati. In tudi, kar rečem, še svoji rečem doma, danes sem pa malo utrujen, bom šel pa danes bolj na easy, se bom malo več menil, pa tako. In ne morem. Glih zadnjič sem rekel in potem začnemo mi izgubljati in potem se nočem menjati in hočem zmagati. In jaz sem bolj tak, ki se že odcera. Ampak probam se učiti, da tudi, ko zgubim, da znam normalno dati roko in da čestitam nasprotniku, čeprav moram reči, da se še zmeraj vedem kot otrok. Moram reči, res. Če to z leti ne gre. Ampak vidim pa, da imam to po očetu, ker je še hujši. To tudi vem. Ja, še hujši, kaj jaz. Zdaj, vem, ker slišim od unih, ki igrajo skupaj. Tako da, ja. Ja. Nič, kaj moram še, jaz ti želim, da ti uspe, upam, da tudi še narediš preskok, oziroma ne preskok, vrnitev nazaj tja, kjer si že bil in da ti uspe v vseh karierah, ne? Predvsem zdaj najprej, da izkoristiš to, kjer se da igralsko, potem pa tudi trenersko, ne? Oziroma kakršnokoli v nogometu, ne? Hvala za lepe želje. Tako da hvala, da si še enkrat, da si se odzval. Upam, da se še kdaj vidimo, še kakšno drugo temo odpremo. To moram se še vprašati, kdo bo prvak? Slovenski. Se mi zdi, da čisto objektivno bi rekel Olimpija. Navijaško ali objektivno je? Objektivno bi rekel, tako le zdaj na prvo. Je pa Celje tukaj zelo nevarno po meni. Maribora pa ne vidiš? Pa zdaj, če bom rekel, da ga ne vidim, bo pol verjetno prvak in bom jaz v bistvu en nepoznavalec nogometa, ampak zaenkrat vidim pač Olimpijo v mali prednosti pred Celjem v nadaljevanju sezone. Tudi nič ni spreminjala, kaj dost, ne? Prepeljala 1-2. Eden bo verjetno šel, ampak najbolj polet, tako da je najbolj stalnica, ne? Ja, in ni nekih škandalov in to lepo mirno zgleda. Zadnji sem tudi Bogatinova prves poslušal in je rekel, da so nekako ponižni, da delajo, da se ne izpostavljajo na tekmah, pa nekako grejo brezkompromisno in zaenkrat to zgleda perfektno, jaz lahko rekel. No. Ja, po tistem sem ga srečal, Bogatinova še enkrat, pa je bil pol še bliže, ne, vrhu, zdaj 6 točk, zdaj drugi, to tretji, kle nekje. In tega se bojima, zdaj ne, euforije. Kopar je tak, da te lahko ponese, ne. Ampak so zraven, ja. V bistvu so pred Celjem trenutno, ne, kakorkoli obračamo. Ja. Tako da ja. Pa bi pred sezono ne bi glih rekel, da se bi to zgodilo, ker se spet pripeljali kar nekaj igralcev, ampak očitno vejo, kaj delajo in Bogatina je pravi za to mesto. Ne. Super. Imava še kaj za dodati? Kar se mene tiče, ne. Tem pa še enkrat hvala, vso srečo. Vam pa hvala, da ste bili navzoči in se vidimo naslednjič.